Pozdravljeni in hvala, da ste se odločili povedati in zaupati svojo zgodbo. Kaj menite, da bi od staršev potrebovali, da ne bi prišlo do zasvojenosti? Predvsem to, da bi se nekako več ukvarjali z mano, da bi mi izkazali več naklonjenosti. Še posebej nekako, ko sem bil otrok pa mladostnik, pa sem kazal neke težave in se niso zmenili za njih. Družinsko okolje je tudi bilo zelo napeto. Skozi so vladali neki pritiski in mislim, da je zato tudi vedenje do mene bilo malo površno, odrezalo. Ni bilo neke finančne ali čustvene varnosti, prisotni so bili pogosto neki prepiri, neka kreganja. Bilo je tudi prisotno nasilje, večinoma je bilo verbalno nasilje, ampak ko sem imel čustvene izbruhe, tudi fizično, pač za vzgojo. Pa rekel bi, da je komunikacija tudi bila skozi zelo manipulativna, nekako prežeta z neko krivdo ali z nekim sramom. Predvsem bi to rabil staršev, da bi se nekako postavili na mojo stran. Glavna sporočila, ki sem jih ponotranjil zaradi takega vedenja, so bila, da me starši zavračajo, da me svet zavrača, da nimam prostora v tem svetu in da odraslim osebam ne morem zaupati, da ni odrasle osebe na svetu, na katero bi se lahko obrnil. In potem ste se zatekli? Droga, seveda. In potem, ko imaš že probleme zaradi drog, se nimaš dejansko komu obrniti. In je v bistvu en začaran krog, ne? Drži. Kakšno vlogo pa so imeli starši pri reševanju vaših težav z zasvojenostjo? Njihova vloga niso toliko, bolj so ne pomagali kot ja. Starši so vzdrževali toksičen sistem. Dejansko je komaj smrt starša bila dovolj neki pretres, da so neke spremembe se dejansko naredile. Predvsem je to, da bi se držali nekih dogovorov ali pa da bi prevzeli kakršnokoli odgovornost manjkalo. Že recimo, da dam primer, sem prišel iz zdravljenja, pa so obljubljali, ne bo alkohola v hiši, vse bo ok, pa je takoj bil alkohol v hiši. To da otroku tisto sporočilo, ni mi dovolj mar zate, da bi dejansko nekaj naredil. Spet je tudi tisto, da bi rabil, da bi me poslušali, da bi me videli. Cenil bi tudi, da bi mi pomagali najti pomoč že prej, ne, ko je že vse bilo zelo hudo. Ko je eskaliralo verjetno. Drži. Kaj bi pa svetovali drugim staršem, kako naj se vedejo do svojih otrok, da ne bi imeli podobnih težav? Imejte radi svoje otroke, izrazite jim to, da jih imate radi. Ko čutite, da nekaj ni v redu, ali pa vam nekdo pove, da nekaj ni v redu, ne to ignorirati, ne reči, se samo leta, ne odlašati za tem, ampak ukrepajte. In ko ukrepate, naredite to bolj iz ljubezni, ne iz frustracije, spet imam probleme s tabo. Ne. In to tudi otroku povejte, ukrepam, ker mi je mar zate. Včasih to, da ti je mar za nekoga, tudi pomeni, da postaviš meje, da daš kazen. Ampak pomembno je, da si pri tem jasen in da tudi si sam model tega, da upoštevaš te meje, ki si jih zastavil. Samo zato, ker ne odobravaš otrokovo vedenje, še ne pomeni, da ne odobravaš otroka. In to moraš otroku tudi zelo povedati. Zato, ker bo vse jemal osebno. Že dosti odraslih vse jemlje osebno, pa šele otroci. In ne bojte se priznati, da kaj ne veste, ali pa da tudi sami delate napake. Tudi bi opozoril, določene stvari so, ki otroci enostavno ne morejo se pogovarjati s starši. So nekaj taka prepričanja, da je težko. In če se otrok obrne na pomoč strokovnjaku, to ne avtomatsko pomeni, da ste vi slab starš, da je nekaj z vami narobe. Včasih je pač situacija taka. Najlepša hvala za zaupanje in da ste spregovorili o svoji zgodbi.